Dejana Najneger želimo dobro jutro. Dobro jutro. In dobro jutro našima gostoma danes jutraj iz našega hokejskega kluba. Iz naših lisjakov sta tukaj Filip Katolič in Jako Perajč. Dobro jutro. Dobro jutro. Zdaj o članskem hokeju se še je malo prerano pogovarjati, ne morda. Čeprav moram vprašati, glede na to, da vseeno gre za mojo posvojeno ekipo zaenkrat, za novo sezono še nismo obnovili te pogodbe, ne? Moram kaj reči, da okay. Še v zraku, še visimo, videli, ne? Ja, še videli. Trda pogajanja. Ja, ampak bila je super hokejsko leto je za nami v Ledni dvorani, ne? Čiza res. Res je, tu bi se rad prvo zahvalil Totem Radio, da so bili naš medijski sponzor, da so nas tu celo leto podpirali. To se nam je absolutno poznalo in na obiskanosti in na prepoznavnosti hokejskega kluba, kar smo v tem trenutku lansko sezono potrebovali, tako da upam, da bomo v novi sezoni to obnovili sodelovanje. Ja, jaz mislim, da bomo, je pa res, da seveda zdaj pa že več ni hec, ne? Zdaj pa več nismo tak novi, ne? Ampak ve se, v naslednji sezoni bomo igrali tako v domačem prvenstvu kot v avstrijski ligi, ne? Res je, cilje za prejšnjo sezono smo izpolnili, predvsem finančne cilje, da smo klub stabilizirali, delujemo zdaj dobro, praktično vedno boljše. Kar se tiče tekmovalnosti, smo bili za avstrijsko ligo zelo zadovoljni z organizacijo, z rezultatom, z borbenostjo, kar je pripeljalo gledalce na tribuno. Nadaljujemo s tem projektom. Tokrat v novi sezoni bomo tudi malo več vložili v podmladek, se pravi v hokejsko akademijo, ki jo imamo pod svojim okriljem v Mariboru. In ta je, recimo, to marsikdo ne ve, ne? Naša hokejska akademija je ne samo da izjemno popularna in tudi izjemno kvalitetna in na zadnje ima licenco, ne? Ja, smo edini v Sloveniji, ki smo dobili od Hokejske zveze Slovenije licenco. Omogočamo tujim igralcem, predvsem iz Balkana, iz bivših republik, da prihajajo k nam se šolati, igrajo hokej. Večina jih tudi tu ostane ali pa nekateri grejo naprej. Skratka, oni pridejo, so tu v šoli in imajo možnost tudi vrhunsko trenirati na ledu v Ledni dvorani, ne? Ja, omogočimo jim, predvsem nam je tudi cilj, da se izšolajo, da so dobri v šoli, obenem pa trenirajo hokej. Prihajajo mladi igralci, polni elana, ki pripomorejo potem k klubu in v članski ekipi in mladinski ekipi. Ampak trudimo se, da predvsem jim omogočimo dobro šolanje. Zaenkrat so odzivi zelo dobri, letos tudi prihaja precej več igralcev kot lani. Tako da smo zadovoljni. In dejansko potem oni celo leto tukaj živijo, trenirajo, se šolajo in to je to. Nastanimo jih v domu, živijo predvsem v letni dvorani. Ja, jasno. Ampak živijo v domu, prehranjujejo se tudi v domu. Tu nam dom Lizike Jančar gre toliko na roko, da tudi med vikendom lahko noter bivajo, jim omogočijo hrano. In pa se pravi, šole nam dajo tu maksimalno podporo, skrbijo za njih, nas obveščajo o cenah in tak naprej, če so kakšni problemi, kontaktiramo z starši, kar jim dosti pomeni. Ja, ti si, Jakob, tebi so tudi, ko si še treniral, seveda, ko si še bil aktiven, so tudi preverjali ocene? Smisel se reči, da za nekoga, ki je preživel podobno zgodbo kot to, sicer nažalost ne Maribor, ampak v Avstriji, to so sanje za vsakega 15-letnika. Igraš hokej, uživaš v športu, v šolo hodiš. Za vse ti moraš. Dobro, da lahko špilaš, moraš imeti dobre ocene, tako da ni hec, ne, je trdo delo in dobiš dobro osnovo. Ne, na zadnje, danes se bomo sicer bolj pogovarjali o reprezentanci, ampak Maribor je dal seveda številne, upam si reči tudi legendarne slovenske hokejiste, ne. Res je, kar nekaj jih je šlo že skozi klub, kar nekaj bo tudi zdaj igralo na reprezentanci. Imam vključenih, mislim, da 4 oziroma na zadnji tekmi verjetno celo 5 Mariborčanov. Ja. In ja, nekateri od njih oziroma vsi skoraj da igrajo res na visokem nivoju in mislim, jaz komaj čakam, da jih spet malo vidim v akciji. Tako, ker ne na zadnje Maribor je dal tudi NHL-ovca. Ja. Ne, kar recimo za Celje, Kranj ne moremo trditi, verjetno tudi za Graz, ne, čeprav ne poznam tako dobro avstrijskega hokeja. Ampak seveda Jan Muršak ne bo tokrat igral za reprezentanco, on je zaključil za reprezentančno potjo. Ampak kdo pa bo igral, kdaj bodo tekme, zakaj sploh gre in torej kako priti na ta hokejski spektakel, ki bo kar 2 hokejska spektakla, ki bosta 24. in 30. aprila v Ledni dvorani. V nadaljevanju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
Minut čez 8. gosta imamo v tem studiu iz našega hokejskega kluba, od naših lisjakov sta tukaj Filip in Jakob, še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Torej, zdaj smo govorili o lisjakih, o tem, kako vrhunsko in licencirano akademijo imamo tu, kjer nastajajo številni vrhunski hokejisti. Zdaj pa, ko govorimo o vrhunskem hokeju, dve pripravljalni tekmi slovenske reprezentance bosta v ledni dvorani, ko se pripravljamo na svetovno prvenstvo elitne skupine. Naši bodo igrali na Švedskem, prva tekma že s Kanado. Zakaj ne, če že moraš, pa te direktno v središče. Pri nas v ledni dvorani pa torej pričakujemo eno tekmo 24. in eno 30. pa mogoče malo več o tem, s kom bomo igrali in vse. Tako je, 24. v bistvu pojutrišnjem igramo proti Poljakom, medtem ko naslednji teden 30. pa proti Dancem. Danci so tudi z nami v skupini na svetovnem prvenstvu, tako da bo to res en dober preizkus oziroma pokazatelj, kakšno je stanje. In ja, elitna divizija bo... Obe tekmi sta ob 19. uri. Ne? Tako, obe sta ob 19. uri, zdaj ta teden bo najverjetneje slabo vreme, tako da dogajanja pred dvorano smo še v odločanju, medtem ko naslednji teden upam, da bo lepo vreme in bomo ob 5. že začeli, od zunaj bo nekaj za pojedz, za druženje, friendzona pa to. Tako, tudi par izzivov, malo streljanja na gol, da se lahko preizkusite v obladovanju paka. V nekem hokejskem izzivu se mi dva z Jakobom sicer pogovarjava, Jeger, za drugi teden, samo ni nujno povezan s to tekmo, veš? Veš, da nam visi v luftu že nekaj časa. Visi že, Malo bojo led spustili, zdaj pa če treba izkoristiti, dokler še je. Samo mogoče bi šel takrat, ko led spustijo, pa bi jaz. Veš kaj, fora je, da ko je zunaj bolj toplo, se not naredi megla, pa se te ne bo tako dobro videlo. Oranžen pa bo tako videlo. Pustimo se to. Ampak zdaj Poljaki in Danci, dve vrhunski reprezentanci. Danska sploh, ne? Iz uprave kluba Lisjaki moramo reči, da smo zelo hvaležni HZS-ju, da so pripeljali reprezentanco Maribor, kar nam je neko priznanje, da smo letos dobro organizirali tekme in so nam to organizacijo tudi zaupali, kar pomeni, da so nam reprezentanco dali, vse ostalo smo prevzeli mi. Pripeljali so dve dobri reprezentanci, Danci so znani, da igrajo prvo A skupino praktično konstantno. Redno. Tukaj so tudi Poljaki, ki so država v razvoju, oziroma njihov hokej je tudi vedno boljši. Tako da moram reči, da smo tu hvaležni, upajmo, da se bo ta trend nadaljeval. Vemo, da so reprezentance v Mariboru težko prihajajo, sploh košarkarska, nogometna še, ampak veseli smo, da je hokej. Malo nas infrastruktura heca, ampak upam, da bomo to v kratkem tudi porihtali. Na zadnje imamo novo rolbo, ki je bila preizkušena in se zdaj tu črte dejansko vidijo na ledu. Še lahko pogledajo video, še je v audio špajzi naši. Na družbenih omrežjih. Idite gledat, perfektno. Torej, obe tekmi ob 7, prva že po jutrišnjem s Poljaki 30. Z Danci še treba na kaj opozoriti, Jakob? Treba še opozoriti na to, da ima Maribor res 4 oziroma 5 reprezentantov, katere tudi seveda si želijo domače podpore, še posebej to tukaj bi rad naštel v Štebih, kot branilec Miha, golman Matija Pintarič, napadalci Macuh, Drosk in Perčič. Tako da kar nekaj je naših, ki se bo pokazali, katere pridite pogledat, da se vidi, kaj je tudi Maribor pomagal na začetku poti od vseh teh. Absolutno, da se vidi zdaj, da lahko špilajo normalno. Škoda sicer, da je z reprezentančno kariero zaključil Miha, ne? Verlič, tako da žal njega ne bomo gledali, bomo pa videli ostale in šlo bo za res pravi hokejski spektakel. Ne pozabiti pojutrišnjem s Poljaki 30. z Danci. Nekaj prostih vstopnic bomo imeli tudi na Totem radiju, sicer pa se karte dobijo na Event Teamu ali pa na naši spletni strani tudi bo povezava. Vse informacije dobite pri nas. Vi samo morate priti, hokejski spektakel bo v ledni dvorani. Pubeca, najlepša hvala za vajen čas in veliko uspeha in se vidimo na hokeju. Hvala enako. Hvala za povabilo.